Dr. Balažic, lepo pozdravljeni tokratni oddaji Župan pred mikrofonom. Tudi z moje strani lep pozdrav goščem. Najprej začnimo z eno izmed večjih stvari tukaj v Moravčah. Sploh, če se pripeljemo smeri Zasavja, lahko že na začetku Moravč vidimo dva velika žerjava. Seveda se gre za dom starejših. Kako napreduje sama gradnja? Odlično, sem zelo zadovoljen z napredkom gradnje doma starejših občanov, tako da zelo hitro so zgradili temelje, pa potem kletno etažo, zdaj so že v pritlični etaži in gradnja se res lepo odvija. Po pogovorih, ko sem bil nazadnje na obisku na gradbišču, lahko pričakujemo, da bomo septembra imeli dom že pod streho, kar pomeni, da se potem pa dela selijo na notranjost objekta, mi pa začnemo seveda urejati tudi okolico, ki jo bomo zazelenili, uredili parkirišča, vso infrastrukturo, tako da lahko zelo z optimizmom računamo na to, da bo datum, ki je postavljen za zaključek del spoštovan, to je pa junij prihodnje leto. Še ena izmed večjih zadev je sončna elektrarna. Na kateri fazi projekta ste trenutno? Smo v fazi priprave dokumentacije, zbiramo seveda razna soglasja. Ravnokar smo dobili soglasje ministrstva za okolje, energijo in podnebje, MOPE, tako da to pomeni, da imamo zdaj zeleno luč z vseh strani, tudi Elektro Ljubljana, pa Eles in tako naprej. Začenjamo z idejnim projektom. Sončna elektrarna se bo gradila na degradiranem področju, nekoč so ga imenovali Havaji, in bo šla v več fazah v gradnjo. Prva faza pomeni gradnjo sončnih panelov v moči 8 MW, končna moč pa naj bi dosegla tam nekje 40 MW, kar je pa že kar lepa, velika sončna elektrarna za slovenske razmere. Poleg tega računamo na to, da bomo lahko prenovili tudi električno omrežje v Moravški dolini, ki je zastarelo in nima kapacitet. No in potem bomo bili samozadostni, kajti elektriko bomo proizvajali ne samo zase, ampak jo bomo tudi veliko izvažali, tako da računamo na to, da bo to pomembno vplivalo seveda tudi na našo varno oskrbo z električno energijo. Kako pa je s sončnimi elektrarnami na javnih objektih? Tudi te so predvidene, tako da te manjše enote se bodo postavljale predvsem na teh javnih objektih, kot so občina, kot je osnovna šola, kot je dom in tako naprej. Tako da gremo tudi v tej smeri in zdi se mi, da je to način, kako bomo poskrbeli tudi za našo prihodnost, pa za naše potomce, da bodo lahko imeli neko, bom rekel, varno oskrbo. Kako pa je s samim financiranjem, tako ene kot drugih? Večinoma bo šlo za zasebni kapital, kajti to je stvar, ki je na trgu, tudi interes je velik in moram reči, da ni nobenega strahu, da ne bi pridobili takega solidnega investitorja, ki bi potem šel v ta projekt in ga sfinanciral do konca. V današnjih časih je poleg elektrike zelo pomemben tudi internet. Kako je samo optiko v vaši občini? Optika se zdaj na polno gradi. Podjetje Rune torej s 5 ekipami gradi na različnih koncih občine. Vzhodni del občine je tako rekoč končan. Zdaj se postavlja optiko v osrednjem delu, okrog Moravč in že proti zahodu. Tako da pričakujemo, da bo letos zaključen kompleten projekt, se pravi, da bo vsaj tisti del prebivalstva, ki je v dolini ali pa v teh conah, ki so še v bližini, bodo oskrbljeni z res solidnim, sodobnim internetom. Potem bomo reševali pa še te bolj odročne lokacije, posamezne kmetije v hribih in tako naprej. Želimo pa si, da imajo vsi enak dostop, tako da ne bi kdo pač ostal zunaj. In na tem bo delala potem občina Moravče naprej. Večina občin v teh letih veliko dela tudi na obnovi kanalizacije in oskrbi s pitno vodo. Kako je pri vas? Kakšni so te projekti?
Takole bom rekel, ravno kar je bil končan razpis za nadgradnjo čistilne naprave v Moravčah, kjer bomo podvojili kapacitete. Hkrati se bo kmalu začel odvijati razpis za kanalizacijo Češnjice, kjer smo že pridobili sredstva, tako da bo ena največjih vasi v Moravški dolini dobila torej sodobno kanalizacijo. Potem načrtujemo naslednjo za Vrhpolje, za obema Javorščicama. To se pravi, kanalizacija gre v pravo smer, kar se tiče varne oskrbe z vodo, pa letos gradimo torej veliko filtrirano napravo na hribu nad plesom, ki bo omogočila to, da ne bo več se voda zakalila in da ne bo potem potrebno vodovoda zapirati ali pa vodo prekuhavati. Torej varna oskrba z vodo, hkrati pa bomo še do poletja odprli drugo veliko vrtino Ples 2, kar pomeni še bolj varno oskrbo, kajti imamo alternativo, če bi slučajno kakšno, če bi recimo s prvo vrtino kaj narobe, lahko uporabljamo drugo in v tem smislu torej skrbimo. Tu je vodohran Drtija, pa še kakšni vodovodi, tako da kar močna gradnja v letošnjem letu. Gre tukaj za evropska sredstva? Po večini za evropska sredstva za razpisi, nekaj malega državnega, skratka mi smo se specializirali za to, da smo lovci na evropska sredstva, kajti z občinskim proračunom, z našimi sredstvi si vsega tega, kar naštevam, ne bi mogli privoščiti. Kako pa je z Moravškim cestnim križem? Moravški cestni križ nastaja, če pojasnim, regionalna cesta, ki je državna, gre od zahoda na vzhod, ne? In to seveda upravlja država. Medtem ko ta sever-jug, to je pa občinska cesta, povezava, se pravi z dolino Črnega grabna proti Lukovici pa proti Savski dolini, to pa je naša naloga in letos najdaljši odsek, to je okrog pol kilometra, se torej gradi od Soteske proti Negastrnu in s tem bomo že kar nekje na polovici tega severnega dela križa, medtem ko južnega pričakujemo zdaj še oceno geodetov glede plazu, da potem vidimo, ali bomo lahko obnovili to cesto ali pa bo potrebno nekaj drugega postoriti. Namreč tudi proti Savski dolini želimo obnoviti cesto in jo razširiti, tako da bomo imeli tam lažji dostop. To je pa potem v naslednji fazi, se pravi čez kakšno leto ali dve, ko severnega končamo, gremo na južni krak in potem bo cestni križ zgrajen. Omenila sva že kar nekaj projektov in pa tudi sredstev, ki so potrebna za te projekte. Seveda je tukaj v prvi vrsti občinski proračun. Kakšen je rebalans vašega občinskega proračuna? Rebalans, ki ga pripravljamo, ohranja stabilne finančne razmere, hkrati pa je nekje v skladu z našimi možnostmi. Seveda so želje vedno večje, pa vendarle moramo skrbeti za to, da jih uskladimo z finančnimi možnostmi. Tako da dodali bomo sredstva predvsem za gasilska vozila, kajti v teh časih, ko nam kar naprej pretijo zaradi podnebnih sprememb ujme, morajo biti gasilci dobro opremljeni. Dodali bomo seveda tu sredstva za vzdrževanje cest, kajti tudi tu je zdaj zaradi podnebnih sprememb vse več škode na cestah. Več bomo dali potem, denimo, zelo pomembna postavka je za osnovno šolo Roje, ker gre za rekonstrukcijo te šole. Ohranjamo visoko raven seveda socialne oskrbe, skrbimo za šolo, za vrtec. V vrtcu bomo odprli 15. oddelek, kajti imamo visoko nataliteto plus priseljevanje. Tako da lahko bi še naštel, ampak nekako ste dobili vtis, da skratka je to dinamičen, odprt proračun, kjer skušamo glede na možnosti skrbeti za to, da bom rekel, naš standard držimo čim bliže tistemu, ki ga imajo tudi večja mesta. Omenili ste priseljevanje, verjetno bo kmalu zmanjkalo tudi kapacitet za mlade družine in podobno. Mogoče razmišljate kaj v tej smeri, kakšna stanovanja več? Ja, imamo projekt, jaz mu ljubkovalno rečem Nove Moravče.
to se pravi ena cela nova ulica, 79 stanovanjskih enot, ampak mi ne bomo delali spalnih naselij, mi ne bomo delali blokov, kajti to ne sodi v Moravško dolino, pa nas bo šlo za butično gradnjo, zato da se tudi gradnja arhitekturno uskladi z, bomo rekli, gabariti starih Moravč, trškega jedra. No in to je nek razvojni projekt za naslednjih 10 let. Res pa je, da je pritisk za stanovanja veliko mladih družin. Nekaj stanovanj bomo seveda tudi posvetili povezavi z dom starejših občanov, to bodo varovana stanovanja, nekaj bo šlo na trg, nekaj bo socialnih, se pravi, temu bomo zadostili. Imamo tudi pogovore s potencialnim investitorjem, tako da zdaj smo pa v fazi sprejemanja podobnega občinskega prostorskega načrta. Veliko prebivalcev privabljajo tudi razna podjetja, službe in tako naprej. Termit je eden izmed takih podjetij. Včasih je bila občina z njim, vsi vemo, na bojni nogi, sedaj ste spore nekako pogladili. Kako potekajo te vaši pogovori sedaj, ki jih imate, mislim, da kar redno? Pogovori potekajo redno, vsakomesečno, vzpostavili smo zelo plodne delovne odnose. Tudi zdi se mi, da je nekako zgrajeno eno medsebojno zaupanje, da si menjamo informacije, da se pogovarjamo, da tudi, če so problemi, sedemo skupaj, pa jih skupaj tudi rešimo. Pomembno je pa, da z obeh strani nekako čutim ta trud, da se po eni strani skrbi za razvoj podjetja, ki ima perspektivne programe in programe za višjo dodano vrednostjo, tudi zaposluje vse več visoko kvalificiranih ljudi, se pravi, daje kruh v dolini. Po drugi strani pa, da seveda se držimo vseh zakonov in uredb Evropske unije, kar se tiče varovanja okolja, varovanja zdravja ljudi. Na tem smo tudi zgradili našo občinsko politiko, tako da bomo vztrajali tudi na teh stvarih in dokazati moramo, da to dvoje gre skupaj. In jaz mislim, da se da to dvoje spraviti na isti imenovalec. Mogoče načrtujete kakšen skupni projekt? Skupni projekt, ki je ravnokar v teku, je gradnja občinske ceste, ki je bila kar nekaj desetletij zanemarjena, tako rekoč ni bila več prevozna. In zdaj podjetje Termit financira torej gradnjo občinske ceste od sedeža podjetja do Mošenika, oziroma Plesa. To bo lahko služilo tudi kot obvozna cesta. Pomembno pa je predvsem to, da bomo težke tovornjake zdaj iz glavne regionalne ceste spravili dol na to cesto in da bo potem promet po tej naši regionalni cesti veliko bolj varen. Bližamo se poletju, značilne za tople dni so razne prireditve, tako na prostem kot notri. Katere so tiste glavne prireditve, ki nas čakajo v kratkem? Kar veliko jih je, začenši z 100-letnico Moravške godbe, potem na Planinskem domu razstava rokodelcev, potem bo koncert pred osamosvojitvijo 7. junija, ki ga vodi skupina okrog brigadnega generala Toneta Krkoviča. Potem bomo imeli dan košarke, 50-letnico nogometnega kluba Termit Moravče. Potem seveda je tu velika državna proslava. Najbolj sem kaj pozabil, ampak v vsakem primeru bo kar veliko dogodkov. 90-letnica gasilskega društva v Pečah, tudi pomembna obletnica. Tako da to je zdaj najbolj dinamičen čas in bo živahno in lepo je, da se ljudje družimo in se pogovarjamo in skrbimo za neko povezanost med nami, kajti vsi živimo v isti dolini in vsi želimo dobro ljudem v tej dolini. Gospod župan, najlepša hvala za vse te informacije. Hvala za vabilo.